Celje je gostilo zanimiv slovensko-ruski poslovni večer. Slavnostni koncert ob 110. obletnici glasbene šole. Na ginekološko-porodniškem oddelku so omejili obiske. Hokejisti Crvene zvezde v Celju dvakrat uspešnejši od gostiteljev. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Celjska skupina za internacionalizacijo je sinoči spet pripravila zanimiv poslovni večer. V sodelovanju s slovensko-ruskim poslovnim klubom so v Pokrajinskem muzeju Celje gostili poznavalce ruskega trga. Med številnimi uglednimi gosti je bil tudi veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Doku Zavgajev. Blagovna menjava med Slovenijo in Rusijo je lani znašala dobro milijardo evrov. Do leta 2014, ko je Evropska unija uvedla gospodarske sankcije, je bila ta še nekaj 100 milijonov višja. Z Rusijo pa ne sodeluje samo celjsko gospodarstvo, ampak tudi mestna občina. Naj povem, da smo leta 2017 podpisali tudi listino o prijateljstvu z ruskim mestom Ščolkovo, ki je veliko, približno 112.000 prebivalcev, leži severovzhodno od Moskve, v tej regiji je znani zvezdni gradok. Ruski veleposlanik je med drugim poudaril tudi skupne korenine. Pomniti, daražati, ceniti naše istorične koreni. Vsi mi, Rusi in Slovenci in Rusi, zelo spoštujemo in cenimo tudi naše zgodovinske korenine. Osrednji del večera, ki so ga popestrili tudi kulturni vložki, pa je bila okrogla miza na temo gospodarskega sodelovanja obeh držav. V času globalnih trgovinskih vojn si Evropska unija, Evropa enostavno ne more privoščiti zanemarjanja takšnega naravnega zgodovinskega partnerja, kot je Rusija. In slovenska politika je stala na tem stališču in bo stala tudi v prihodnje. Za dobro sodelovanje med državama je izjemnega pomena tudi sodelovanje na nivoju civilne sfere. Te krize so šle v nekaj, leto 1998, ko so vlada Kirilenka, ko so banke propadle, sedaj smo imeli leto 2014, Krim, in tu smo tudi z veliko spretnostjo veleposlanika dosegli, da smo prav takrat organizirali decembra to, kar je danes malo v zelo diplomatskem odnosu omenil, zasedanje meddržavne komisije v decembru, ko noben je hotel imeti. Ne Madžari, ne Hrvati smo mi napravili in dobili smo vrnjeno leta 15 Medvedeva, leta 16 pa Putina. To se pravi, sporedno smo delali gospodarstvo in pa civilna iniciativa. Glasbena šola Celje je ob 110-letnici javnega šolstva v Celju sinoči v dvorani Kajuh pripravila slavnostni koncert. Častni pokrovitelj slavnostnega koncerta, na katerem je nastopilo več kot 300 nekdanjih in sedanjih učencev, je bil predsednik republike Borut Pahor. Slovesnost, ki so jo pripravili sinoči v dvorani Kajuh, to je v novi telovadnici Prve gimnazije v Celju, v počastitev častitljivega in pomembnega jubileja 110-letnice javnega glasbenega šolstva v Celju, je bila resnično veličastna. Zgodila pa se je točno na zgodovinski datum ustanovitve 21. novembra 1908, ko so v Celju ustanovili Celjsko podružnico Ljubljanske glasbene matice. Njen častni pokrovitelj pa je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Pri tem pa je pomembno dejstvo še to, da se je s tem datumom v Celju trdno zasidralo slovensko glasbeno šolstvo, ki je od tega dne samo raslo, kar je svojo razsežnostjo pokazala prav sinočna prireditev, ko so v programu premierno predstavili himno glasbene šole Celje, pa orkester Harf, kar je unikum na Slovenskem. Skupno pa je v programu sodelovalo kar 320 mladih izvajalcev, učencev in dijakov Celjske glasbene šole in mešanega mladinskega pevskega zbora Prve gimnazije v Celju. O pomenu te častitljive obletnice pa je pred našo kamero razmišljal ravnatelj glasbene šole Celje.
Pejte povedati, da je že res tradicija v Celju našega javnega glasbenega šolstva, da stremimo vsi, ki sodelujemo v tem izobraževalnem sistemu, res visokem nivoju, kar se lahko pohvalimo pred celotno Evropo. Ta visok nivo, ki je zrastel v bistvu iz nas, pa smo lahko danes tudi slišali, predvsem pa s himno glasbene šole Celje, ki bo verjetno še velikokrat slišana po Celju. Laskava priznanja celjskemu glasbenemu šolstvu, v katerega je zadnjih 20 let poleg glasbene šole vpeta tudi prva gimnazija v Celju s svojimi oddelki umetniške gimnazije glasbene smeri, je namenila tudi predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol. Z eno besedo se to ne da povedati. Slovensko javno glasbeno šolstvo je staro 200 let, točno 202 leti. In glasbena šola Celje je ena prvih, ki je stara je ena tistih, ki je stara preko 100 let, in to je neprecenljiva vrednost za zgodovino, za razvoj, in da se je to zgodilo ravno v Celju, verjetno tudi ni slučaj, saj vemo, kako močan umetniški potencial je bil zmeraj v tem mestu, in z eno besedo neprecenljiva vrednost, ne samo za Celje, ampak za celotno Slovenijo. Mladi glasbeniki so na sinočni slovesnosti resnično navdušili cirka 1100 glavo občinstvo, ki jim je stoje aplavdiralo. Da je celjska glasbena šola tako s svojimi številnimi orkestri, kot tudi posamezniki, pomemben element bogatega glasbenega življenja in ponudbe prireditev v našem mestu, je v svojem nagovoru še posebej poudaril župan mestne občine Celje, ki je glasbeni šoli ob tej priložnosti podaril posebno spominsko darilo. Tudi necočna obeležitev te obletnice je bil veličasten dogodek. Glasbena šola in vse to dogajanje, ki je povezano z glasbeno šolo, je pravzaprav nepogrešljivi del identitete našega mesta, in zahvaljujoč glasbeni šoli, ne samo takšni kot je danes, ampak skozi teh 110 let ali pa malce manj, imamo v Celju to sicer, kot je rečemo, ljubiteljsko kulturo, pa vendarle na izjemno visokem, časih tudi za profesionalni nivo, visoki kvaliteti. In gledajte, mi smo lahko izjemno ponosni, da so mladi celjski glasbeniki sposobni narediti tak avtorski projekt, kot je musical Veronika Deseniška, in še celo drugo vrstih bi jih lahko naštel. Jaz bi si osebno predvsem želel, da bi bili ti kulturni, ne samo glasbeni, ampak tudi ostali kulturni dogodki čim bolj obiskani, nenazadnje so namenjeni ljudem, da jim pobožajo dušo, napolnijo srce z veseljem, jih obogatijo in polepšajo dan. Več o slovesnosti pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Po zaključku letošnjih lokalnih volitev so župani, ki so ostali na županskih stolčkih že v prvem krogu volitev, že začeli s projekti, ki so si jih zastavili v svojem predvolilnem programu. Poleg ponovne izvolitve so župani nekaterih savinjskih občin zadovoljni tudi z razmerjem moči v tamkajšnjih občinskih svetih. Po volitvah je čas, da župani zavihajo rokave in nadaljujejo z že začetimi projekti ali pa razmišljajo o novih. Vsekakor pa bo glavni utrip, glede na to, da smo v drugi polovici finančne perspektive, glavna pozornost občine bo mogla biti namenjena porabi evropskih sredstev po sporazumu za razvoj savinjske regije, ki smo ga uspeli podpisati s pristojnim ministrom. Imamo 4 programe, skupaj 1,5 milijona evrov, in to zahteva tudi veliko lastnega deleža, pa ogromno, bom rekel, truda, da bomo uspešno počrpali to izdatno vsoto denarja, ki nam je namenjena. V Šmartnem ob Paki bodo nadaljevali tudi z nekaterimi že začetimi. Res je, dela nas čaka veliko, jutri je nov dan, čez 4 leta so nove volitve, 20. novembra 2022 bomo ponovno prešteli, kako smo delali. V Žalcu nadaljujejo z infrastrukturnimi projekti, še naprej pa se bodo trudili uspešno združevati turizem z gospodarstvom. Gremo čim prej
po sprejetem proračunu v izvajanje projektov, tisti že začrtani, za katere imamo DIP-e, za katere imamo projektno dokumentacijo, koristili bomo sredstva iz dogovora za razvoj regije, zdaj ne smemo nič zamujati. Zdaj je treba začeti, kot da volitve ni bilo, pravzaprav nas te volitve sploh niso veliko zmedle. Jaz sem se ravnal tako, kot da volitev sploh ni. A težko bi župani uspešno do zaključka pripeljali ali pa si že v začetku zastavili projekte, če ne bi imeli podpore v občinskih svetih. Sicer so različna mnenja vedno dobrodošla in so projekti in rešitve stvar konstruktivnega dogovora, a imeti podporo svetnic in svetnikov je še vedno najboljša pot do uspešnih rešitev, pravijo župani. Pri volitvah v občinski svet praktično ni bilo nobenih sprememb, tako da verjamem, da bomo lahko uspešno nadaljevali naprej. Pomembno je, da imamo eno dobro razmerje sil, da je nekdo pripravljen na sodelovanje za dobrobit občine. Uradno bodo novo izvoljeni stari župani, ki so svoje županske stolčke zasedli že v prvem krogu, svoje mandate začeli takoj naslednji dan potem, ko bodo sklicali konstitutivno sejo občinskih ali mestnih svetov, praviloma še v tem mesecu ali pa v začetku decembra. Iz Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da so zaradi večjega števila virusnih obolenj z današnjim dnem dodatno omejili obisk novorojenčkov in njihovih mamic na odseku za porodnice ginekološko-porodniškega oddelka Celjske bolnišnice. Obisk novorojenčkov in njihovih mamic je omejen na zdravega očeta novorojenčka. Z omejitvijo obiskov želijo v Splošni bolnišnici Celje zmanjšati možnost okužb njihovih pacientov. Hokejisti Celja so se v okviru mednarodne IHL lige na svojem ledu dvakrat pomerili z beograjsko Crveno zvezdo. Rdeče-beli so prvo srečanje dobili z 2-1, na drugem pa so bili še prepričljivejši, saj so slovili s kar 4-1. Celjani so po 12 odigranih krogih s po 6 zmagami in porazi na 4. mestu IHL lige. Po presenetljivi zmagi proti Jeseničanom je Crvena zvezda dvignila nivo forme, se dodatno okrepila in zdaj niza dobre rezultate enega za drugim. Tudi v Celju je bila prepričljiva. Kaj reči ob 2 porazih, kaj pametnega zihar ne moreš povedati. Dejstvo je, da v tem stanju, ko smo mi zdaj, moram reči, da spet smo bili oslabljeni. Pa še na sami tekmi ne toliko, kot na zadnjih 14 dneh na treningu. Zaradi takih in drugačnih obveznosti igralcev smo trenirali, bi rekel, preslabo za kvaliteto te Crvene zvezde in to se je tudi na tekmi pač pokazalo. Ne glede na to, da mislim, da smo igrali dosti disciplinirano in dogovorili smo se, da moramo igrati na število malih zadetkov, s čim manj zadetkov v obrambo in bolj tak kontranapad, da probamo izkoristiti, ampak Crvena zvezda je, bi rekel, v zadnjem mesecu naredila tak napredek, pripeljala še 2 tujca, sprav 3 Rusih in Čehov, dobra domača zasedba in mislim, da od tiste zmage proti Jesenicam pred približno mesecem dni se je njihova forma dvigovala in moram priznati, da v tem trenutku so boljša ekipa od nas. Moštvo trenerja Roka Rojška pa se v zadnjem obdobju znova ubada številnimi težavami. Ja, seveda ne toliko poškodbe v zadnjem času, kakor pa službene in pa šolske obveznosti. Premalo igralcev na treningu, to povzroča težave. Tudi ostalim igralcem na treningu ne moremo trenirati na tak način, kot smo si mi to zamislili in potem pride tekma s premalo treninga in pa seveda tudi z določenimi odsotnostmi in je to težko vzpostaviti dobro igro proti takim ekipam, ki so nam enakovredne ali pa v določenem trenutku celo boljše. Tako je bila Crvena zvezda, ki je in taktično in fizično, bi rekel, dobro pripravljena in na koncu ti zmanjka malo, se pravi, po mojem mnenju, tisti trening, ki je bil ne dosti dober in to se seveda na koncu ne pozna na rezultatu. Nocoj celjski hokejisti gostujejo pri Mladosti. V soboto se bodo pomerili še z Zagrebom. Tekma z Zagrebom v soboto, jaz upam, da se bomo nabrali v pravem številu, čim bolj kompletni. Težko je tudi postaviti napade za tekmo, če ne veš do dneva pred tekmo, kdo bo prisoten, kdo ne bo prisoten in
Stalno se ukvarjamo s takimi stvarmi, ki se naj ne bi z njimi ukvarjali, ampak treba je improvizirati non-stop, kar sicer ni v redu, ampak ne glede na vse bomo probali iztisniti najboljši iz tega in seveda tudi v Zagrebu iti na zmago, da popravimo tale vikend, ki rezultatsko ni bil uspešen. Največja želja v celjskem taboru je torej več kot jasna. Pobegniti malce slabšim rezultatom. Jutri bo pretežno oblačno in večji del dneva suho, proti večeru pa bo na zahodu že možen občasen dež. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 4 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V noči na soboto se bo dež od zahoda razširil na osrednje kraje. V soboto bo po večini oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo bolj pogoste na zahodu. Ob morju bo pihal jugo, ponekod drugod pa južni veter. V nedeljo bo pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepo za vašo pozornost. Do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.